Torej, svoje obdobje na Mirovnem inštitutu bi nekako označila s 4 pomembnimi prelomnicami. Prva je gotovo povezana s tem, da sem leta 2012 prevzela vodenje Mirovnega inštituta in prevzela sem ga v bistvu v obdobju, ki je bilo za Mirovni inštitut kar markantno oziroma pomembno, ker se nam je iztekalo neko pomembno institucionalno financiranje, s katerim smo se navadili v bistvu delati toliko let. Zato je bilo v bistvu treba inštitut pripraviti na tranzicijo, računovodsko, finančno, kadrovsko, in tega sem se potem tudi lotila v nadaljevanju. Potem druga taka točka, ki je bila zagotovo za inštitut posebnega pomena, je bila pa organizacija skupine, torej odhoda skupine izbrisanih prebivalcev pred Evropsko sodišče v Strasbourg. Torej, potekal je postopek pred tem sodiščem, sodelovali smo v njem z informacijami, ki so bile pomembne za postopek, in ko je bila razpisana glavna obravnava pred velikim senatom Evropskega sodišča za človekove pravice, nam je bilo kar hitro jasno, da je pomembno, da se pritožniki, torej izbrisani sami, te glavne obravnave udeležijo. Zato, da pač sami dobijo ta občutek, da so del tega postopka in nenazadnje tudi, da sodniki vidijo, o kom odločajo. Tako da to pot smo organizirali, šli smo z avtobusom v Strasbourg za celo skupino, s sabo smo vzeli podpornike, še nekatere novinarje, da so malo popisali pot in se te obravnave tudi udeležili. In to je bila ena taka zelo posebna izkušnja, tako za te ljudi, kot za naš inštitut, za vse ljudi, ki so delali takrat v podporo izbrisanim, in seveda tudi zame osebno, ker sem nekako vodila to odpravo.